Žan Karničnik, končalo se je Makabi 4, Celje 1. Po tistem težkem uvodu, ko so nogometaši Makabija kar nekoliko pritisnili, ste potem vzpostavili ravnotežje. Nasploh se je zdel prvi polčas, da je tisto, kar bi lahko ponudilo tudi pozitiven rezultat. Ja, res je. Začetek tekme je bil, bom rekel, nekoliko slabši z naše strani, ampak smo preživeli tiste najhujše trenutke. Potem bom rekel, tisti penal, ki ga verjetno marsikdo tudi ne bi piskal, ampak zgodil se nam, prišli smo nazaj v tekme, zadeli gol hitro, ko smo ga dobili. In polčas je bil vsekakor, bom rekel, dober, sploh zadnjih nekako 20 minut je bilo, smo izgledali dobro, boljše kot začetek, ampak v tem drugem polčasu pa vedno proti koncu šla tekma, mi smo nekoliko padli v tempo in to so s pridom izkoristili domačini. Kaj je bilo poleg utrujenosti oziroma tega padca energije še ključnega v drugem polčasu? Zdelo se je, da so res mogoče prelahko prihajali do priložnosti. Bom rekel, res smo dobili neke zadetke, mogoče ko si sploh oni niso ustvarili priložnost za zadetek, pa smo dobili zadetek, ko so bile druge akcije mogoče bolj čiste, da bi zadeli. Ampak to je Evropa, če nisi na najvišjem nivoju, te hitro kaznujejo in mislim, imamo še povratno tekmo, tam bomo probali, koliko se da narediti in bomo videli, kakšen bo rezultat. Albert Riera je na novinarski konferenci dejal, da ne želi, da so glave spuščene, da želi pred naslednjo tekmo, da ste živi in da je sam še vedno mnenje, da ste živi. Kakšno pa je vaše mnenje? Pa ne smemo dati glave dol, naredili smo res neko, bom rekel, dobro delo v Evropi, tako tudi v domačem prvenstvu in sedaj prišel je ta poraz, ker se konec koncev vemo, da vsaki ekipi se zgodi poraz in moram se tudi to analizirati, pobrati iz tega čim prej in vemo, da sedaj sledijo pomembne tekme, tako da z neko pozitivno mislijo naprej.